Riki iz skupine Total Knockout v Nado centru. Zakaj? Kaj je bil ključni problem, da si prišel sem? Ja, leta in leta napornih fitness treningov in na stotine plesnih nastopov so zahtevali in terjali svoj davek. Diagnosticirana mi je bila diskus hernija, zdrs medvretenčne ploščice, po domače povedano izredno močna bolečina v ledvenem delu hrbtenice. Zdaj, tukaj se načeloma ne rabijo ljudje slačiti, ampak jaz se bolj udobno počutim, zato se razkomotim. Živa, Zdravo, zdravo. kako je hrbet? Ej, ful dober. Ja? Res. Super, ok, me veseli. Kar lež se na bok, Aha. malo pogrejava, to pred začetkom. Koliko časa imaš probleme s hrbtenico? Pa te težave se mi vlečejo že kar nekje dobri 2 leti. Na koncu je prišlo že tako daleč, da sem dejansko bil dnevno na protibolečinskih tabletah. Riki, zakaj ravno Nado center? Ni to nekaj, kar je klasična medicina? V bistvu zato, ker mi klasična medicina pri mojem problemu ni mogla pomagati, nažalost. Bil sem pri ortopedu, kiropraktiku, nevrokirurgu in vsi so mi več ali manj svetovali samo na to, kako si naj lajšam bolečine, da ne delam vaje za hrbtenico in da se preprosto ne naučim živeti z bolečinami v hrbtenici. Dejstvo pa je, da če res ne želiš na operacijo, kar na vse zadnje niti ni 100% zagotovilo, da bo bolečina izginila, ta, da se odpravi vzrok samega problema in ta vzrok se bo pa odpravilo zdaj na tej dekompresijski mizi. Si v redu? Odlično se počutim. Ja? Ja. Super. Kaj je to dekompresijska terapija? Ja, na to vprašanje pa mislim, da bo najlažje, če odgovori fizioterapevt Simon, ker je strokovnjak za to. Z dekompresijsko terapijo probamo oziroma dovajamo trakcijsko silo na hrbtenico in ustvarjamo oziroma razbremenimo hrbtenico in same diske, ter ustvarjamo podtlak v samih diskih in s tem stimuliramo vračanje v prvotni položaj in pa tudi vplivamo na prehrano samega diska, ki se prehranjuje z difuzijo in spodbujamo procese celjenja. Kakšna je pa to terapija? To je pa globinska masaža za sprostitev zakrčenih mišic. Tako se opravlja tako na ledvenem delu, kot pa tudi na piriformisu, ki je pogosto vzrok za bolečine v križu. Koliko terapij je bilo potrebno, da se je stanje izboljšalo? Pa občutek same bolečine iz terapijo v terapijo dejansko se je zmanjševal, tako da po nekje 4., 5. terapiji moram odkrito priznati, da bolečine skoraj da ni bilo več. Tako da prav super se počutim, no. Kako pa zagotovimo, da po končani terapiji bolečina ne pride nazaj? Naslednji korak po končanih terapijah je aktivno jačanje mišic strupa oziroma stabilizatorjev trupa, zato da preprečimo ponoven nastanek poškodbe. Ali je to kaj boleče? Pa veš kaj, v bistvu to sploh ni boleča stvar. To, kar se trenutno z mano dogaja, bi lahko opisal kot en tak kontroliran stretching same hrbtenice. Zato res apeliram na vse tiste, ki imate težavo s hrbtenico, bolečine z njo, oglasite se v Nado center na Zaloški Ljubljani, ker vam res ne bo žal.